Srečno novo leto, pa ga imamo in težko smo ga čakali 2024 končno. Pa naj se obrnem vsem v prid, vam absolutno želim in najbolj sem se veselila zdaj tudi jaz tega nebeškoskopa, katerega sem ti pripravila in upam, da z njim začneš leto kar se da pozitivno in angelsko, kajti ravno tak bo tudi naš nebeškoskop. In sicer na začetku leta, kaj vprašamo tele karte? Takole je. Vprašali bomo sledeče in angeli bo zdaj dela z nami kar takole v živo pred kamero. Kateri nadangel bo delal s teboj, glede na tvoje astrološko znamenje in če si seveda pogledala ta nebeškoskop. To pomeni, ko sem nekako sklicala, naredila aktivacijo, torej kateri nadangel bo delal s tabo, ampak pazi zdaj naprej, katero svojo moč ti bo posojal. Jaz sicer iskreno ti bom rekla, jaz za nadangele pravim tako, kakor je pri kristalih, veš, če sem lahko čisto iskrena, veš, kaj ljudje rečejo za kristale, ne? Ta kristal je za to, ta kristal je za to. Ja, absolutno, nič ni narobe s tem, ampak mene, če osebno vprašaš, je vsak kristal za vse, se strinjaš. Čisto vsak kristal, recimo, tudi če rečeš, ne vem, kjer kristal je za zaščito, pa vzameš enega, pa intuitivno rečeš, da si za zaščito bo sprejel tako vlogo. In nadangeli so ravno taki. Mi smo jim sicer malo bolj določili neke frekvence, zato zelo povezujemo z njimi in so mogoče malo močnejši zaradi tega, na točno določenem področju zaradi naše percepcije o tem, ampak vsi nadangeli so za vse. Ampak zdaj bomo mi naredili po astrološkem znamenju, katero izmed vseh teh moči, ki jih oni nosijo, bojo posodili prav iz svoje zavesti tebi. Torej, kaj ti želijo, torej, kater nadangel bi želel s tabo delati. In jaz bi ti potem priporočala, da si res zapomniš to iz tega nebeškoskopa, da si zapomniš ime tega nadangela in da potem njo ali njega večkrat pokličeš, da od tega nebeškoskopa naprej začneš delati s tem nadangelom in kaj konkretno ti svetuje in misli na vse zadnje ta nadangel, da ti za leto 2024 rabeš, da ti oni svoje zavesti posodi, ker ti bo prišlo prav za manifestacijo, ker leto osmice se ga, mogoče še par besed o tej številki, se ga ogromno ljudi veseli in jaz mislim, da je tako prav, zaradi tega, ker 8 je številka obilja in neskončnosti, ampak mogoče malo preveč ljudi misli, da se bo pol zgodil kar samo od sebe. To pomeni, da smo po letu 8, to je pa neskončna številka, pa ful dobra številka, pa tako naprej drži. Ampak vsaka številka ima senčno pa sončno stran. Ker recimo, če gledamo 7, ki je hvala Bogu že za nami, 7 je bila številka karme, lekcij, nerazumevanj in tako naprej, ampak ona ima tudi sončno stran. Veš, 7 je tudi številka pisateljev, duhovne rasti, čarovnikov, pravličnosti in tako dalje. Vsaka številka je taka kot planet, točno taka kot planet, yin-yang. Imaš plus in imaš minus. In zdaj, če ti delaš na vse, pa tudi delaš z angeli, pa tako naprej, potem leto 8 definitivno te pade v plus. Za vse sem ti ponovadih ne gledajo nebeškoskopa, ki pa nič niso naredili, pa sploh v letu 7, ki nič naredili na sebi, pa padajo pa v senčno stran osmice. To je pa tam bolj, veš, pomankanje, občutki praznine in tako dalje. Tako da, če pa mi delamo z nadangeli, bomo zdaj pogledali, torej katere prav njihove frekvence in kvalitete, ki jih oni kot nadangelska zavest nosijo, torej ti bojo posodili, da jih lahko pokličeš zato, ker mislijo, da ti bojo prišle prav v letu obilja. In to verjamem, da te zdaj že zanima. Začnimo z januarjem. Absolutno, januar in kdo je predvsem v januarju aktiven, tako na začetku, kozorogi. Tako kozorogi, vi boste tokrat prvi. Torej, kateri nadangel bo prinašal katero frekvenco kozorogom? Ta nebeškoskop je pa res tako veliko veselje. In imamo prvo karto, kozorogi, nadangel Elim. Sedaj bo vse bolje, zadihaj, prihaja olajšanje in boljši dnevi, le nazaj več ne glej, super zrihtano, ne, hecam se, Elim, nadangel Elim. Dragi kozorogi, mogoče vam dostkrat v letu 7, a vidiš karto, 25 je 5 plus 2 je 7, mogoče ti dostkrat res v letu sedmice ni bilo prav. Zdaj ti bo zelo, res ti bo boljše in v bistvu nadangel Elim ti bo, veš kaj ti bo posodil? Optimizem. Optimizem. To je čisti, a vidiš, kaj ima tudi sonce zadaj, to je tista klasična po vsakem dežju,
posije sonce. Tvoja naloga je, kar ti bo posodil, je sposobnosti optimističnosti, sposobnosti, da rečeš, kar je bilo, ne gledam več nazaj, gledam naprej. Tako, če kdaj čutiš, da hočeš karkoli pogledati za nazaj, kaj je bilo še lansko leto, pa tako naprej, pokliče Lima in ga prosi, da sam gledaš naprej. Da gledaš naprej z ogromno optimizma, videti nove opcije. Če ti je bilo težko videti nove opcije v prejšnjem letu, pokliče Lima, ti bo to pomagal. Pa potem prejti ful hiter za tem, intuitivno, pejti zelo hiter za tem, kaj se ti v trenutek porodi kot ideja oziroma kaj vidiš, ali če se kak fizični znak zgodi okrog sebe. Zelo lepa karta kozorogi. Zelo lepa. Torej, nadangel Elim je vaš nadangel. Kako dober. Ok, dragi vodnarji, jaz tudi, Kater nadangel bo v delu z nami? Opa, kar pridi ven. Daniel, nadangel Daniel. Če pogledaš to karto, ima eno veliko srce na svojem prsnem košu. V tvoje življenje bo vstopila sorodna duša, ki ti lahko pomaga pri spraševanju. Dragi vodnarji, vkolikor smo bili kakorkoli že prizadeti v lanskem letu in se nam je zdelo, da smo ostali brez podpore. Dobro, jaz še vedno, hvala Bogu, doma imam. Imam še Mihaela, ni nadangel Mihael, je pa Mihael. Ampak če smo imeli občutek, da nas ljudje mogoče čisto ne razumejo, ali pa da moramo vse sami narediti, pa da nam noben noče pomagati, pa da sami krampa lopato nekako rabimo premetavati, zato da pridemo do nekega rezultata. Zdaj pa boljš. Torej, ko imaš in si vodnarka, ker pri prejšnjem neveško skopu sem mogla delati. Zdaj nam ne bo treba več sami. To pomeni, če imate kakršnokoli novo željo, se mora kaj zgoditi, lahko tokrat, evo, imamo prosto pot, lahko zaprosimo nadangela Daniela, če nam lahko on to uredi. Veš, jaz bom tebi zdaj podpisala pooblastilo, pa ti to v bistvu, mislim, dobesedno marsikdaj lahko narediš namesto mene. Tako da, tokrat vodnarji v letu osmice bomo dobili, dostikrat bi nam rekli, imaš več krompirja, kakor pa česarkoli drugega, veš, po domače povedano, več sreček, kakor drugega, ampak dobro, ljudje mislijo, ampak to je naša karta. Dostikrat nam bojo stvari pripeljane, nič se ne bo treba ful potruditi, kar dostavljene bojo in dostikrat bojo strani nadangela Daniela, absolutno dostavljen tudi v obliki novih sorodnih duš. Če ste bili v lanskem letu tudi pri odnosih razočarani, pa tako naprej, vam vstopajo v življenje novi prijatelji, nova poznanstva, ljudje, ki imaš spet občutek, da ti je zadihal socialni krog in da te razumejo in da si sprejeta, ampak ogromno neke pomoči. In kadar rabiš pomoč in poslušaš ta nebeško skop in se odprla ta karta, poklič za to pomoč. Večkrat poklič in prav je, da to pomoč dobiš. Bog in nadangel Daniel, kaj si naredil? Morila ti bom skozi. Veš, kaj mislim, ne? Ok, potem imamo pa naprej ribice. Pa tale zgornja bo. Ok, dobro. Ribice, nadangel Mikaela. Je ona samozavestna, ne? Notranja moč, zaupanje in močno delovanje. Ribice, vi pa ne boste zdaj, jaz sem lepa, mila, nežna, konc je to. Konc je bilo, konc je zdaj petka, številka spremembe. Evo, numerološko gledano. Ribice, vi ste prišli do tega, da malo ljudi šokirate iz te vaše lepe, razumevajoče narave, ker za vsakogar naredite, boste kar naenkrat imeli priložnost, kar vam toplo svetujem, da vse obrnete na glavo in da postanete popolnoma drugačne. Pokličite nadangel Mikaelo. Ona je čisti nadangel, res taka veš boginja, samozavesti in moči. In posojala vam bo frekvenco
delovanja, postavljena za sebe, novi načrti, novi poslovni načrti, predstaviti se svetu, nič se več umikati, imeti zahteve, to sem jaz, to hočem, to je moja karizma, svetu imam nekaj zapovedati. In na tem bi jaz delala, absolutno na vašem mestu. Okay? Tako močno delovanje nad Angel Mihaela preleti v prostor, joj, ko z njo delaš žk, razumeš? Če kdaj čute ribice, da vas bo probala zamajati, še malo, da niste samozavestne, pa tako naprej, pokličite nad Angel Mihaelo, vam bo pomagala, ampak vi se morate tokrat malo bolj izpostaviti, malo bolj postaviti, pa ratati malo bolj gajsne rabite ribice. Ja, tako da. Pa če ti bo kdo se probal pritoževati, na tem reči, da je teta Kristi rekla. Pa nad Angel Mihaela, seveda. Ok, in potem gremo po ribica, gremo k ovnom. Kaj bo pa z ovni? Patiel, evo ga. Obriši si solze z lica ali prah iz svojih izgubljenih stanj, v kozmosu se nič ne izgubi. Vam se bo pa vse povrnilo. Če vam je kdo kaj vzel, boste da je kdo kaj ukradil. Kdorkoli utujil, kdorkoli se podpisal pod energijo, ki ni bila vaša, pa vam se to ful ni zdel per, zato ker ovni ste zelo poštena bitja, absolutno, prihaja zdaj nazaj k vam. Nikar ne gledajte, da bi vse, kar ste imeli občutek, da ste kaj izgubili v letu sedmice, nikar ne gledajte, da bi vam ta isti vir to povrnil. Tudi, če, ne vem, vam je kdo odvzel naklonjenost, ljubezen, ne iskati tega od tega vira. Pokličite nad Angela Patiela, in ga prosite, da on izbere, kako bi se ta energija, ki ni bila uravnovešena, ker ste bili seveda vi dobesedno na izgubi, ampak osemka vam lahko to vrne, da vam on to določi, kaj naj se vrne nazaj. In potem boste videli, vse lahko dobite, pa še veliko boljš, kot ste hoteli, stvari boste dobivali nazaj. Ko jih pa boste dobivali nazaj, jih ne spregleda, pa ne reči, ampak to ni to, kar sem hotela, zaradi tega, ker noter so skriti blagoslovi. Opazujte v letu 2024 absolutno skrite blagoslove. Ful se vam bo to splačalo. Dobar, ovni. Biki, kater nad Angel pa bo delal z vami. Kristiel, nisem to jaz, to res obstaja nad Angel. Enkrat mi je rekel, hej, a to si ti to nad Angel pose poimenovala? Ne, meni je mi Kristi pač slučajno podobno ime nje, ampak uradno obstaja, samo da razložim, ljudje imajo res ideje. Nad Angel Kristiel pa 27, skupna 9, če se kaj prav spomnim, ste vi v prejšnjem nebeško skopu imeli to, da ste nekaj malo manifestacijsko zamudili in se morate zdaj v bistvu spraviti nazaj v delovanje, ker zato, da si to povrnete. Vem, da se spomnim prav, a ne? In v bistvu, glede na to, da sem vam takrat rekla, da je malo manifestacijske zamude, lahko v bistvu delate z nad Angel Kristiel, ona je čist nočna in jo prosite, da tudi vsako noč preden zaspiš, da dela s tabo, torej malo se nanaša na prejšnji nebeško skop, da se nadomestijo energije, ki so bile malce izgubljene. Veliko delati z priprošnjami. Nad Angel Kristiel po noč mi prosim pomagi manifestirati to pa to, da se mi potem jutri ta priložnost pokaže, pa poli drug dan v akcijo. Nad Angel Kristiel prosim, daj mi novo idejo, katero greš potem takoj to, pa se spomnite prejšnjega nebeško skopa, to pa ja, pa greš takoj naslednji dan to uveljavljati. Ampak ona je tista, ki je pripravljena z vami delati tudi po noči, zato da, kar smo prejšnjič ugotovili, da v bistvu to manifestacijsko zamudo spravite noter, ampak jo seveda lahko spravite noter. Pa priprošnja, veliko priprošnja k angelom, to je za pomoč in podporo. To absolutno biki rabite. Super, lepa karta. Zelo. Pa biki dvojčki in dragi dvojčki, vi pa boste šli nad Angelu Mihaelu. Ta karta je meni to klepa. Nad Angel Mihael. Nad Angel Mihael, a ga je sploh treba predstavljati. Energijska zaščita, rezanje eteričnih vezi in tako dalje. V letu 7, parim ljudem niste bili čist prav, bomo kar iskreno povedala, glede na karto. In zdaj bo vse ok. V letu 8 se bo vse premaknilo naprej in se bojo obnovili predvsem vaši načrti. To ja, ok.
Ampak, kar bi pa jaz delala, zato da mi nekakšni ostanki iz leta 2023 ne pridejo, kar bi pa jaz pri vas delala, je pa absolutno samo energijsko zaščito. Greste v službo, če je bilo lani karkoli narobe, naredite energijsko zaščito. Greš na cesto, če je bila lani malo nestabilno na cesti, poklič na Angela Mihaela, energijsko zaščito. Se karkoli niste dobro razumeli, za svojimi ljubljenimi, kolikor se spomnim, ste imeli neko karto nekega izražanja, kaj je že bilo. Poglejte se, včasih pol že malo pozabim, kaj je bilo. Tako da, če je bilo karkoli tazga, proste za energijsko zaščito vaših odnosov, vaših načrtov, vašega življenjskega poslanstva, vsak dan zjutraj samo pokličete še na Angela Mihaela za energijsko zaščito. Da te vodi in da te varuje pred katerimi negativnimi frekvencami in zvečer preden greste spat, zato da si po noči res obnavljate moči in to je to. Vse ostalo bo teklo. Po tej karti absolutno. Samo, torej letos pozabiti res na to, na stalno energijsko zaščito, ne samo, ko ti nekaj fali, a veš, kaj mislim. Ok? In potem imamo naprej dvojčki raki. Raki. Muriel, meditacija, svečke, ko padne noč, vse umiri, to je čista, to je čista karta meditacije. In to je to. Muriel, ona je zelo fajn, zelo je nežna in zelo je zen. Zato je njena karta številka 6, ker 6 je zelo zen, Buda številka drugače. Dragi raki, karkoli rabite v tem letu, dosežete z meditacijo. Pokličeš na Angel Muriel, delali bodva to, moja namera je zmanifestirati to. Preden želiš v to manifestacijo stopati, jo sprožati, nekomu nekaj reči, pa tako naprej, narediš najprej meditacijo na to. Zdaj pa ti poslušaj teto Kristi ali pa pač ne. A veš, jaz bi priporočala, da ja. Sploh, ker ne gre se za teto Kristi, ampak gre se za Angel Muriel. Vkolikor pač neke stvari v osmici probaš narediti sama, jaz mislim, da ok, ti bo šlo, mislim pa, da če pa to podpreš še preden greš v neki za meditacijo, da bo pa to še za 100% še boljš pa še hitrejš. Jaz bi letošnje leto posvetila vse, kar hočem doseči temu namenam meditacijo, ampak vse meditirati je fajn. Vse meditacija ni meditirati moram ko grozen. Kada moraš lesti, razumeš, na Triglav srednjo noči. Se to ni to. Meditacija itak, je to, res zadihaš z njo. Meditacija, raki in rakice, velika podpora na Angel Muriel. Ja? In po rakih levi. Levi, kater na Angel bo pa vaš? Raziel. Zanimivo. Že kaj je zanimivo. Zato, ker sem poročena z levom, in on je zdaj v bistvu dobil to karto, ker sem v prejšnjem nebeško skopu dobila jaz. Sorodni duši. Levi, darovi jasnovidnosti, kanaliziranje svetlobe, razvijajo preroške darove in z njimi pomagaj sebi in druge. Evo vašo leto, Raziel vam bo pomagal življenjskega poslanstva. Vi lahko v osemki prizemljite metode, ki jih na planetu še ni. Naj ugotovim, kakšne tečaje bo letos Mihael iz sebe ven metu, pa meditacija. To si pa lahko sam mislim na to karto. No, ampak gledajte, se vam bo dobro, ne? Skratka, napredne metode, nove knjige, znanja, tečaji, meditacije, tudi če ni duhovni svet, lahko je katerakoli druga poslovna priložnost, ki je nova priložnost, ki je čist drugačna, napredna, nekaj čist novega za človeštvo. Dragi levi, v letu osemke vi to lahko prenesete svetu. Moje osebno mnenje je, da svet to rabi in če bi vi to lahko svetu doprinesli, dobro, za Mihaela vem, da bo ne, razumeš, bo svet lahko samo srečen. Tako da, levi, tukaj imate, prav navdihnete lahko svet. Pokličite na Angela Raziela, da vam pomaga izoblikovati to in spraviti to potem tudi v prostor in čas. Ja, super, levi, čestitam, ne? Ok. Device, kater Angel pa bo delal z vami v letu osmice? Aurora, ne?
Auroro so imeli prejšnji škorpioni. To se pa v živo spomnim. Okay. Bodi kot zarja v poletnem jutru, ki si dovoli uživati v dnevu. Pred teboj tvoja sreča je nujna cvetlica. Drage device, pa če se jaz kaj prav spomnim, vašega nebeška skopa, tudi prejšnjič je bilo vse zen in vse je bilo fajn. Evo vam še ena potrditev čez. No, angel Aurora simbolizira, da boste letos srečni, da vam bo vse tekalo, finančno in tako drugače. Majhen nasvet, veliki igrivosti imejte. Bodite zelo igrivi, delite stvari, ki vam sprožajo igrivost, stvari, ki vas res veselijo. A so to hobiji, ne vem, vsi gubelin zaradi mene, kakorkoli že, a veš, a so to hobiji, a so to, ne vem, potovanja, pa tako naprej, res uživite vse, ampak ko igrivi morate biti, malo navihani morate biti, veseli morate biti, v tej energiji, da se smejite, ne vem, ko gledate televizijo, gledate komedije, vse ostalo vam pa vse normalno teče. In kadarkoli rabite, če čute, zdaj se pa malo nekoga ali nečesa bojim, ne rabite. Pokličite na angel Aurora, prosim posodi mi svojo lahkotnost, okolica se vam bo super odzivala, nič se nimate zabiti. Že glede na prejšnji nebeško skop si mislim, device, res ste nekaj naredile prav v letu sedmice, kaj ne? Ok, Tehtnice, kam boste v osemki pa šle? Kasiel, karmični cikli, karmične nagrade. Ne se ustrašiti, ta karta je glede na to, kaj sprašujemo, super, absolutno ni pa. Prej so device dobile njo, pa dobile, da bi Kasiela čez. Zanimiva kombinacija, ok? Karmične nagrade. Vi boste dobili karmične nagrade, vse tisto, kar vam je bilo karmično oduzeto po prejšnjih življenjih ali preteklosti tega življenja, vse, kar vam niso dali, vse, kar se je zdelo, da so vam, ne vem, oduzeli čustveno ali drugače, boste tukaj karmično dobili nazaj. Ne nikoli gledati, karkoli se zgodilo v letu 7, ker nič, da se rabite maščevati, da rabite karkoli vi razkrivati in odkrivati, če kdorkoli ni naredil prav. Pokličite na angela Kasiela in mu rečete, nekaj sem naredila v svoji nameri, tako, odziv ni bil vedno pozitiven, jaz sem hotela samo dober. Na angel Kasiel, prosim, aktiviraj karmični krog in mi preko svojega vzvoda prinesi karmične nagrade, preko katerega koli želiš naslova. Pa mislim, da sem glihka Rimo še iz sebe ven spravila. To naredite, zalaufite si mogoče dale posnetek nazaj, ker znam zdaj to znala ponoviti, veš, kaj gre to kot čez mene, pa si to zapište, tako, če ste kdaj tako, to ni bilo pošteno, to ni bilo, predvsem to, veš, to ni bilo pošteno, nič ne skrb, res, nič ne skrb, pusti Kasielu, da to naredi. Pusti to Kasielu, da naredi. Bo ti to naredil, res ti bo to naredil. Ok? In ti bo pomagal. Tako da super, bravo. Škorpioni, kam boste v letu 8 šli? Magija. Manifestiraš karkoli želiš. Potrebujem pa tvoje dovoljenje. Iskreno ti bom rekla, če si škorpion, škorpionka, ok? Če si kadarkoli si želela imeti svoje podjetje, ali pa tako, je to letos. Če si kadarkoli želela torej nekaj narediti čisto novo, napredovati, iti v drugo službo, ne vem, to je tudi karta velike manifestacije. Kaj so še velike manifestacije? Preselce, kakorkoli že, letos, absolutno. Če želiš karkoli narediti, da je izven tega, kar si naredila do zdaj, letos. To pomeni, če si v službi, vedno si želela svoje podjetje, ga odpreš letos. Absolutno, ne. Moraš zaupati v svoje sposobnosti in se trudiš in delaš za svoje sanje.
imate zelo veliko možnost. Jaz ne bi, če ste škorpijoni, probala biti letos v ustaljenih poteh, ki jih poznate, ampak bi probala z nekimi dodatnimi stvarmi se vsaj ukvarjati, ful bi razmišljala o podjetništvu, o manifestaciji tudi dodatnega denarja, vsak je tudi to. Skratka, ful imate možnost, da veliko iz te manifestacije fizične dobite nek dodaten uspeh, pa tudi prepoznavnost, denarno vse zadnje in tako dalje. Čista čarovnija. Okay? Sam ne se ustavljati na tej poti. No? Okay? Super, kakšne lepe karte v tem nebeškem skopu. In za grand finale strelci. Okay? Kaj pa strelci in njihova osmica? Ekola. Natanjel, postavi se zase, dovolj je bilo dvomov v tvojo edinstveno dušo, to mi ven skočil. Dvigni glavo, postavi me, vedno imaš sebe, moj ogenj naj presvetli negativno. Dragi strelci, če vam je kdorkoli po glavi hodil, naj se stopi dol zaradi tega, ker bo imel umazane čevlje. Okay? V letu osmice nadangel Natanjel, se ga vidite, kakšen je zelo samozavesten, se rabite na vseh področjih postaviti zase, imeti dvignjeno glavo, biti ponosni. Če vas cel svet upravlja, če imate 1500 hejterjev okrog sebe, furate svojo zgodbo dalje. Zelo pomembno. Okay? Tako da ful bo pomembno, da niste tiho, da ne sklonite glavo, če hočete dobro manifestirati v osmici, je zelo pomembno, da zauzamete ognjeno energijo, ampak tale ogenj še meni dodatno sporoča malo obnovitve motivacije pa strasti. A veš, ki si res nekaj želiš, ki si pripravljen za to delati, mečkam bi bilo dobro prliti na ta ogenj. Sej delate, pa sej ste pridni, ampak a veš, da res dušo delaš. Tukaj vas tudi malo energija duše glede tega kliča, ne? In to je bil naš nebeško skop za 2023 in posebna najava. Številne so ponudbe, ki so ti sedaj na voljo, da dobiš svoje kristalne karte, kristalna dinastija. Imamo ponudbe, kjer je zastonj poštnina, kjer lahko tele karte dobiš, ki so ponovno na voljo. Imeli smo veliko novoletnih popustov, ki pa se sedaj iztekajo. Prišle so seveda na plano tudi portalne slike, wow, kakšen odziv je bil pa na to, tako da poglej si, kaj vse ti je na voljo. Ne pozabi, da imamo v januarju tudi zelo, zelo pomembne dogodke, ki prihajajo, pričenjajo se že tečaji, angelski reiki, pa bela magija in še. Kar pa se mogoče ne ve, je, da se pridružujejo tudi ti tečaji novoletnim darilom. Prav vsi, ki se boste od januarja naprej pridružili kateremukoli tečaju in ga dokončali, boste po koncu dobili spletni program, ki je veš kako vreden, res, tudi finančno vreden, popolnoma brezplačno, in ta program je bil posnet čisto na novo s strani Mihaela in se imenuje Matrica uspeha. Kaj praviš za leto 8, ker se mi zdi, da dobiti en tak program popolnoma brezplačno, pa še sebe izobraževati, kaj bolj že skoraj ne gre. To je tisto, kar smo ti namenili. Ampak v januarju so tudi pomembne meditacije novoletne, pa portale 11.1. prihaja in še. Poglej si, res si dobro pogledaj, kje smo zagotovo dali to besedilo na našo spletno stran, na potovanju.si in seveda naj 8 zate v vsej svoji svetlobi zažari.